Okoli 5. ure zjutraj vojska z oklepniki z Jezerskega do točke v Kokri, odkoder je pot proti Preddvoru že varna tudi za osebna vozila, pripeljala prvo skupino ljudi. Vojska je za nekaj časa na Jezersko preselila 7 oklepnikov, v katerem je prostora za 9 oseb. Poleg voznika v vsakem oklepniku sedita še en vojak in gasilec, ki s ceste sproti odstranjuje podrto vejevje. Zato lahko vojska z enim oklepnikom z Jezerskega naenkrat pripelje največ 6 domačinov. Imam še vnuka s sabo, ki gre v Preddvoru v šolo in bova dol pri eni stanvala. Tako da bova par dni dol, da se to umiri. Iz oklepnika v Kokri so se ljudje zjutraj takoj presedli v avtobus, ki jih je odpeljal do prve avtobusne postaje v Preddvoru. In kakšen je občutek, ko te takole vojska pospremlja službo? Nisem nikoli mislil, da boš na tak način lahko v službo hodil. Tako je ena posebna izkušnja. Večina se je danes po tednu dni prvič vračala nazaj na delo. V doma sem delal, imam možnost preko računalnika delati. So delodajalci potrpežljivi? So, zelo. V Preddvoru so se lahko naprej presedli na redni avtobus ali si poiskali drug prevoz. Zdaj pride ena moja sodelavka podaja, pa bo mene peljala v službo, neha pa poj v šolo. Medtem ko se je večina zjutraj v Kokri iz oklepnikov presedela v avtobus za Preddvor, se je učiteljicam in vzgojiteljicam iz doline mudilo na Jezersko. V podružnično šolo in vrtec, ki sta bila prejšnji teden zaprta, so se namreč danes spet vrnili otroci. Ujma, ki je ohromila Slovenijo in Jezersko odrezala od sveta, pa je nekaj dobrega prinesla otrokom. Počitnice. Igral sem se, pa kocke sestavljal. Kaj pogrešal šolo? Ne. Pouk bo odslej potekal po običajnem urniku, čeprav bo nekaj snovi treba nadoknaditi. Bomo mogoče vsak dan kakšno uro noter prinesli, potem pa tudi delovne sobote. Vsak dan pa se delavci trudijo očistiti najbolj nevarni del ceste, zaradi katerega je pot od Jezerskega do Kokre zaprta. Čistimo vsa drevesa, da bo cesta do te mere varna, da bojo le enkrat lahko spravili skozi ves promet. A se bodo vsaj še do konca tega tedna domačini po tej poti lahko vozili le z vojaškimi oklepniki.